Haleluja, dobrodošli vsi na online vdajo in vsi, ki ste prostovoljci, dobrodošli tukaj v Krščanskem centru. In danes malo debatiramo o tem, kako vstopati v leto 2021 zmagovalno v Božjem načrtu in kako slišati Božji glas, da smo lahko sinhronizirani v to, kar Bog dela. V bistvu je veliko načinov, kako Bog govori, ampak moramo vedeti, da glavna stvar je to, da Bog je ogromen stvari pripravil zate. Bog, recimo, mi zdaj vstopamo v 2021 in lahko ful zamudimo. Mi lahko živimo, si rečemo, maja itak je karantena, zdaj bodo spomlad, pa tretji val bo prišel, pa pol najbrž bo pa jesen še četrti prišel, pa pozim peti in tako naprej. Ampak lahko si pa rečeš, ne, Bog ima svoj val. Ker Sveti Duh tudi v valovih deluje. In zdaj ti, če ujameš njegov veter, pol surfaš na njegovih valovih in prideš čim totalno drugam, kakor če poslušaš val 202, recimo. In koliko je že umrlih in koliko jih ni umrl. In Bog hoče, da ga slišimo, haleluja. In da smo uglašeni na njegov glas. In danes bi rad prebral en citat, ki ga boste najdeli v pregovorih. V pregovorih, prav v 25. poglavju, v drugi vrstici, prav citat, Bogu v čast je varno shraniti določeno stvar. Čast kraljev pa je izsledovati to stvar. Se pravi, Bog zapakira Božjo usodo zate in jo čuva. V bistvu nekje piše, da jo skrije. Zakaj? Skrijo jo pred lopovi. In zato je Jezus rekel, ne metati biserov pred svinje. Se pravi, ne biserov, dragocenih stvari, ki jih imaš v svojem odnosu z Bogom, ne kar tam metati ljudem, ki pojma nimajo, zakaj gre. Ampak kraj jih čuvi v svojem srcu. In zdaj prav čast kraljev. In kdo v novi zavezi si ti kralj z Jezusom? Mi smo kralji in duhovniki. In v stari zavezi je on razodel svojo voljo duhovnikom, kraljem in prerokom. In zdaj v novi zavezi si pa ti človek, ki mu Bog hoče povedati, kaj dela, da se lahko sploh njegova volja zgodi. Torej, njegova volja se bo toliko zgodila, kolikor boš ti sinhroniziran na njegovo voljo. Zato je pomemben, da slišiš njegov glas. In rad bi podelil 7 praktičnih korakov, kako lahko ti slišiš Božji glas. In pa bomo šli v pričevanja s Kero, Boštjanom in Tanjo. Prvič, v Mateju 6:6 prav zapri vrata za seboj. Se pravi, Jezus je rekel, ko moliš, pejt na svoj skrivni kraj, zapri vrata in mol skupaj z Bogom. Zato je ful važno, da imaš en čas pa en prostor, kjer te noben ne moti. Recimo, name se včasih ljudje jezijo, ko ugasnem telefon. Jaz dostikrat telefon na letalsko modul, da me noben ne more dobiti. Zakaj? Ker hočem imeti komunikacijo z Bogom in hočem vedeti, da sem rezerviral čas za njega. In isto recimo, če grem ženo na randi. Pol je zelo neokusno, da med randijom, da jaz telefone dvigujem in se menjam v poslu, v cerkvi in ne vem, vse živo. Pa bo ona se počutila, kada je ona na zadnjem mestu. In isto je Jezus rekel, zapri vrata za seboj. Amen. Imej čas, kjer si samo ti z Bogom. Drugič, upoštevi protokol. V Kološanih 3:16 si poglejmo, prav z zahvaljevanjem priti v njegovo prisotnost. Se pravi, recimo, če imaš doma laptop ali pa računalnik ali pa tudi telefon, imaš ti eno kodo, ki ti dovoli, da se ti odpre. In to je protokol. Upoštevi protokol. Ko prideš v Božjo prisotnost, pridi z zahvaljevanjem, z melodijo v svojem srcu. Slaviš Boga. To te bo odprlo, da slišiš Božji glas. In še nekaj se ti bo zgodilo, ko ga slaviš in se mu zahvaljuješ,
pozabiš na svoje skrbi. Ne moreš se ful zahvaljevati Bogu in skrbeti istočasno. Tretjič, posluši majhen, tih glas. V Prvo kraljevo 19:12 piše, Bog je prišel ne v grmenju, ni ga bilo tam, ki se je ful bliskal in grmel, ampak je prišel na koncu s tihim glasom. Zato dostikrat Boga sploh ne slišiš, ker pričakuješ, da bo ful neki eno bobnenje in da bojo angeli prišli dol. V bistvu on pride s tihim glasom, kakor imamo v Prvem kraljem 19:12. In to je lahko misel, prepričanje, zaznavanje. Lahko vidiš v svojem duhu. Četrtič, Habakuk 2:1 pravi, opazuj, kaj ti bo govoril. Se pravi, glej in opazuj, kaj ti bo govoril. Se pravi, tukaj govori o vtisih, slikah, vizijah. To je material, ki ti ga Bog da, določeno sliko, in se ti to zapeče nekam v male možgane in pol se ne moreš tega znebiti, ker ti je Bog nekaj pokazal. In zdaj, če opazuješ to, kar ti je Bog pokazal, lahko še več iz tega ven dobiš. Se pravi, prvič smo imeli zapri vrata za seboj, drugič upoštevi protokol slavljenja in zahvaljevanja. Tretjič, poslušaj majhen tih glas. Četrtič, opazuj. Se pravi, lahko, da boš nekaj opazil, lahko ti bo nekaj, recimo, meni včasih Bog govori, jaz se lahko s tabo pogovarjam in pol naenkrat Bog mi nekaj pokaže sred pogovora, sploh ne v molitvi, ampak sred pogovora, pa dobim neko vizijo. Se pravi, opazuj, bod previden na to. Petič, v Habakuku potem v drugi vrstici drugega poglavja in v tretji vrstici pravi, napiš si vizijo. Se pravi, to, kar ti je pokazal, si zapiš. Recimo, jaz imam v tablici, v telefonu sinhronizirane vse svoje beležke. In če mi Bog nekaj govori, napišem datum, kdaj mi je govoril, pa kaj mi je govoril. In pol grem lahko za 3 leta nazaj, kaj mi je Bog govoril. In to je ful dobro, ker ti Bog nekaj govori, boš pozabil, če si noč napisal, zato ko boš imel ful 100 drugih informacij v roku 3 tednov. In pol na koncu lahko pozabiš, kaj ti Bog govoril. Zato je Habakuku Bog moj rekel, napiš si vizijo, kar ti je Bog govoril. Kar ti je Bog pokazal, si zapiš. Zato navad se imeti svoj molitveni dnevnik. Imej neke beležke, kamer, ali pa recimo, ko Biblijo bereš, pa ti Bog govori, pa ti nekaj tvoje osebno razodetje, spet napiš si. Jaz sem zadnjič smo v Šentjurju imeli cerkev in recimo sem bil ful presenečen, koliko veliko se eni ljudje pišejo, pa so recimo že 10 let v cerkvi. Ampak koliko ima je ful enih stvari, ki si še vedno pišejo. In jaz sem isti, jaz ko poslušam pridigo, lahko takole sedim, brez veze poslušam, sem fajn, pa nekaj, ki mi uživi, takoj vzamem telefon, pol mogoče pridigar misli, da sem začel igrice špilati ali karkoli. Ampak jaz si pišem beležke, haleluja. In hvala Bogu, da so zdaj telefoni tako pametni, da ljudje vejo, da imaš telefon za vse živo, ne samo za neumnosti. In šestič, sprašuj Boga. Postavlji Bogu vprašanja. Glede sebe, glede svoje družine, glede svoje misije. Sprašuj Boga, kaj je moje poslanstvo? Bog, kaj je tvoja volja, da delam? Glede svoje vizije, vprašaj ga, Bog, kaj je tvoja vizija za moje življenje? Ful je, kako vprašanja postavljaš, bi lahko celo knjigo napisali. Kako vprašanja postavljaš je izredno pomemben, ker takšne odgovori boš dobil. Če sprašuješ neumna vprašanja, kot so, zakaj glih jaz Boga, nisi koga drugega mogel najti, na to boš večinoma dobil odgovor tišino, ne bo neki. Bo čakal, kdaj boš prišel ven iz tega, kdaj se boš vklopil v vero in ga začel raj spraševati, kako se bo to zgodilo. Kaj naj naredim? A sem v dobrem položaju zdaj, a imaš kaj drugega zame? S katero osebo naj sodelujem? Pomagaj mi, da še bolj odstranim
iz svojega urnika to, kar ni tvoja volja, da imam več časa za stvari, ki so tvoja volja. In to je 7. točka, analiziraj svoj duhovni dnevnik. Preučuj, kar ti je Bog govoril. Naredi eno analizo, pej čez stvari in tako boš kultiviral svoje sposobnosti, da poslušaš Boga. In naenkrat boš bolj začel zaupati, da ti je Bog nekaj govoril, oziroma videl boš, daj si mislil, da ti je govoril, pa ti ni govoril in se boš tudi naučil, kdaj, kako ločiti, ko si nekaj sam ful želiš, ali pa kako to obrezati, da ti Bog lahko govori. Jaz včasih za kakšno stvar rabim, ne vem, 1 mesec, da slišim, kaj mi Bog govori, ker imam ful močne svoje želje za kakšno stvar. In pol, pač dlje, ko slediš Jezusu, manj so ti tvoje želje pomembne in bolj ti je pomemben, sam da si v stiku z Bogom. Ker se naučiš, da biti z njim je dost boljš, kakor biti uspešen po svoje. Je dost boljš, da ti ne gre toliko dobro, pa da si z Bogom. Je dost boljš. Ker ti ne veš, če ti gre dobro ali ne. Ti misliš, da ti gre dobro, če ti gre v naravnem svetu dobro. Ampak recimo Bog za Jožefa v Egiptu pravi, to je moj prosperitaš, takrat, ko je bil gol pa v verigah. Ni rekel to za njega, ko je bil drugi človek v Egiptu, takoj za faraonom, ampak ko je bil na največjem podnu od podna. Ni imel za jest, ni imel za pit, ni imel za obleč. Bil je gol in bil je v verigah. In takrat Bog pravi, evo ga, to je moj človek. Zakaj? Ker ni delal kompromisa, ker je sledil Jezusu in najbrž, še ko je bil v verigah, je zaupal Bogu. In to je pa dost težji, kakor da zaupaš Bogu, ko imaš kreditno kartico napolnjeno in greš lahko v kjerokoli trgovino. In si drugi človek takoj za faraonom, pa vsi te imajo radi. To je dost težji je zaupati Bogu, ko si gol pa v verigah, pa ne veš, kam te bojo odpeljali, pa si še vedno ful vesel. In tako da, v bistvu, zato Jakob rekel, veselite se, ko ste v raznih preizkušnjah. Veselite se, haleluja. Ker preizkušnja vaše vere, kaj se zgodi, ful, eksplodiraš v Božji volji. Tako da, dajmo si še enkrat pogledati teh 7 praktičnih korakov. Ko iščeš Boga za 2021, moraš vedeti, da Bog ima osupljiv načrt za tvoje življenje, ampak kaj se zgodi? Lepo, na varnem, Božji plan je na varnem, je skrit. In to smo videli v pregovorih, da ga Bog skrije in pol čast kraljev je pa, da ga zasledujejo in odkrivajo. In zato si prvič zapri vrata za sabo. Pejt nekam. Jaz recimo, ko sem še doma živel in ko so me vsi motili, jaz sem imel v Jugotu, sem imel pač molilnico. Jugo je bil moja cerkev. In pol sem se odpeljal nekam, kjer ni bilo nobenih avtov in sem tam molil, haleluja. In ko sem prišel do enega nivoja, mi je Bog govoril, pač moraš si najeti svoje stanovanje zdaj. In pol sem pač si najel stanovanje primarno zato, da sem imel mir z Bogom. Zato, da me nobeni motil. Drugič, upoštevi protokol. Prid pred Boga z zahvaljevanjem, slavljenjem. Spomni se, kaj vse dobrega zate naredil. In kaj se ti bo zgodilo, ko ga slaviš in zahvaljuješ? Osvobojen si skrbi. Tretjič, posluši majhen tih glas. Se pravi, ne pričakovati, da bo nek močen audio glas, ampak v tebi, v tvojem duhu, na tvojo vest, ti bo Sveti Duh govoril ali pa pričeval. Četrtič, opazuj, kaj ti govori. Se pravi, bod pozoren na vtise, slike, vizije, da ti nekaj pokaže. Petič, napiš, kar ti govori. Šestič, sprašuj ga vprašanja in sedmič, analiziraj in preučuj to, kar misliš, da ti je govoril. In zdaj par navodil. Bog ti nikoli ne bo govoril v nasprotju z Božjo besedo. Bog in njegova beseda sta eno. Zato recimo da te žena ful sekira skozi in pol pač srečaš eno gospo, ki te pa skozi hvali in tako naprej.
In zdaj Bog ti govori, da pušč ženo in da pejt s to žensko, ki te ima ful rajši in ti bo ful boljš. To ni Božja volja, sigurno. Zato, ker Božja volja pravi, da bod zvest v svojem zakonu, bod zvest svojemu možu, svoji ženi, tako naprej. Se pravi, Bog ti nikoli ne bo rekel, da pejt špilat loto, da bi obogatel. Nikoli, ker piše ne nalivati kozarca sreči. Ne se s tem ukvarjati. Ampak bod zvest v tem, da poslušaš njegov glas in boš prosperiral. Poslušaj Boga, bod njemu poslušal in te bo on vodil in te bo on napredoval. Zato piše, bogatstvo, ki je na hitro pridobljeno, si naredi krila in gre stran od tebe. Zato recimo ogromno ljudi, ki na lotu zadane, postanejo ful, še bolj revni, kakor prej so zadeli, zraven se jim pa še družine uničijo in cela katastrofa je. Zakaj? Ker jih ni Bog prosperiral. Okay, in tako naprej. Glavno, Božja beseda, recimo ful kultov je ven iz Biblije prišlo, ki je Bog govoril, recimo Moroniju in pol je mormonizem nastal, ampak je izven Božje besede. Bog ti nikoli ne bo nekaj govoril, kar je na istem nivoju kot Božja beseda. Božja beseda je vedno nad tem, kar Bog tebi govori in se moraš vedno podrediti Božji besedi. Če meni Bog nekaj govori, ja, jeo se v redu, sam to ni dost, zdaj imam jaz svoje neko razodetje, isto je imel Muhamed, recimo. Čim imam jaz nekaj, kar ni v skladu z Biblijo, sem se jaz zmotil in moram pač priznati, da sem se zmotil, da pač se še učim in v bistvu, dokler si živ, se boš učil poslušati Božji glas, ker v 1. Korinčanom 13 piše, da zdaj nepopolno vidimo in zato nepopolno prerokujemo. Zato je ful nevaren, če kdo recimo prerokuje drugmu, pa misli, da je nezmotljiv. To je ful nevaren. Ti moraš vedno vedeti, da nepopolno prerokuješ. Da samo kolikor si odprt za Boga, te Bog vodi. In zato vedno moraš biti poučljiv, da te kdo lahko opomne, da te kdo korigira, da se kdo ne strinja s tabo. Vedno moraš dati človeku svobodno voljo, da sprejme to, kar govoriš ali pa ne. Da si se zmotil, ker mora tudi človek, ki sledi Jezusu, imeti pričevanje v svojem duhu, da imaš ti prav, kar mu govoriš. Tako da to je malo bolj kompleksno, ampak glavno je, da začneš. Nekje začni voditi svoj dnevnik. Imej en čas z Bogom, magar 15 minut na dan. Kjerkoli si, jaz ne vem, kje si, ampak en čas imej z Bogom, kjer zapreš vrata, prideš z zahvaljevanjem, slavljenjem v njegovo prisotnost. Probi biti tudi v besedi. Več, ko boš v Božji besedi, več ti bo Bog govoril. Ker cela ta beseda je navdihnjena po Svetem duhu. In dajmo iskati Boga za 2021. Haleluja. Kaj je vse skril v svoj načrt za tvoje življenje? Tukaj not v Božjem planu za 2021, za tvoje življenje so čudovite stvari. Bog ni nobene nesreče zate planiral. Naj ti povem. Tukaj not ni nobene bolezni. On je planiral zate v Jeremiji 29:11 prav, vem misli, ki jih imam za vas. Misli o uspehu, da vam dam prihodnost in upanje, dober konc. Haleluja. Ne da bi te... In zdaj psalmist David pravi, tudi ko grem čez dolino smrtne sence, je on z mano. Se pravi, tudi če greš čez ful temo, moraš vedeti, da ti greš čez temo. Ti ne greš v temo, ti greš čez. Amen? Zakaj? Ker je on s tabo. In on je v 2021 zapakiral dost blagoslovov za tvoje življenje. In če ga boš poslušal, pa mu sledil, on ti bo govoril skozi. Bog bo na tvoje srce govoril, ali čez pridigo, ali čez druge ljudi, ampak vedno si tudi sam vzem čas čez te točke, ki sem dal tukaj, ti bo pomagal. Ok, in zdaj bomo imeli par še ljudi tukaj, haleluja, ki nam bojo povedali, kako njim Bog govori. In Carol, you want to share a few minutes, and then we'll also have Boštjan. There's Ustalo počakanje
sam Christian te Ker ostalo počakaj naj Tu zataj sam Ker hočem biti od tvojih nogah Pokleniti pred teboj Prisotnosti tvojih popolnosti sam Jezus, ker rabim si ti Ostalo počakaj naj Tu sam Christian te Se ostalo počakaj naj Tu zataj sam Ker hočem biti ob tvojih nogah Pokleniti pred teboj Prisotnosti tvojih popolnosti sam Jezus, ker rabim si ti In ni več drugega Ni bolj pomembnega Nič več si ne želim Ker drugo važno ni In ni več drugega Samo tebe Ni bolj pomembnega Nič več si ne želim Ker drugo važno ni Le biti ob tvojih nogah Pokleniti pred teboj Prisotnosti tvojih popolnosti sam Jezus, ker rabim se ti Oh, hallelujah You're the only one that really matters You're the only one that really matters Drugoni You're the only one that really matters Oh Lord You're the only one that really matters Everything else fall away 'Cause you're the only one that really matters You're the one that really matters Jesus, it's all about you
nič več se ne želi, ker drugo važno ni. In ni več drugega, samo tebe. Ni bo pomenega, nič več si ne želim. I only want you, no one else could satisfy me, Lord. Ker drugo važno ni, le biti ob tvojih nogah. Prisotnosti tvoji, popolnosti sam, Jezus, ker rabim si ti. Haleluja, bodimo še v Božji prisotnosti, haleluja. Govor nam, Sveti Duh, haleluja. Vzemimo se malo časa in poslušajmo Boga, haleluja. Mogoče ti bo kaj vtisnil na srce, mogoče boš imel kakšno vizijo, haleluja. Hvala ti, Jezus. Mogoče ti bo kaj pokazal, mogoče ti bo kakšno stvar oživel v tebi, kar si že pozabil. Lahko pa, da boš slišal njegov glas v svojem srcu, ker Jezus je rekel, poslal vam bom Svetega Duha in on vas bo uvedel v vso resnico. Tako da Jezus je rekel, on bo od mene vzel in bo vam oznanjal in kazal vam bo prihodnje reči. To pomeni, da ti Sveti Duh hoče pokazati tvojo prihodnost. On ti hoče malo odpakirati tvoje prihodnosti, da vnaprej vidiš, v kaj te je poklical, haleluja. Tako da danes, Sveti Duh, ti si dobrodošel na tem mestu, haleluja. Govor nam, haleluja, za naš življenje, za naš narod, haleluja. Za stvari, v katere hočeš, da smo vključeni v leto 2021, haleluja. Govor nam za stvari, ki nam jih hočeš razodeti, haleluja. Mi odpiramo svoje srca za tvoj glas, za tvojo voljo. O, haleluja. O, haleluja. Podredi se našemu srcu, podredi se našemu duhu. Duh, podredi se Svetemu Duhu, haleluja. Naj bomo duh, duša in telo enotni pred tabo v tem večeru, haleluja. Oče, molim, da slišimo tvoj glas, haleluja. Govor nam zdaj, haleluja. Hvala ti, Jezus. Govor nam, Sveti Duh, haleluja. Izpolnjuj nas svojo voljo. Haleluja, haleluja. Mogoče se boš tako videl, kaj delaš. Mogoče nekaj, kar še nisi delal, ti bo v srcu pokazal vnaprej, da nekaj delaš, kar prej še nisi delal. Lahko, da ti bo pokazal nekaj, kar že delaš, ampak malo še kakšno spremembo v tem, kar delaš, ali pa še kakšen dodatek, nek nov nivo v tem, kar že delaš, ali pa karkoli, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, jaz molim, da je ekran naše domišljije opran v krvi Jezusa, haleluja. Da lahko gledamo, kar nam ti govoriš, haleluja. Your glory.
Beautiful. You're beautiful. Tessitura. Should have been. You're beautiful. Haleluja, haleluja. Hvala ti, Jezus. In dobro je, da si napišeš, mislim, ene stvari pozabimo, ko nam Bog govori. Ene nam pa tako po kosih govori, kakor pač lahko slišimo. In zato je dobro, da si mogoče zdaj vzamemo nekaj časa. Če ti je Bog kaj pokazal, pa govoril, si napiš v telefon ali pa nekam, ali pa če imaš list, ne vem, kako pač vodiš svoje beležke. Ampak dobro je, da si pišeš, kar ti Bog pokaže. Haleluja. Tako da lahko si vzamemo par minut, haleluja, ker se nam ne mudi. In
Si lahko napišeš. Ok, Carol, ti si zdaj že vsaj 2 let z Jezusom, odkar sem ti povedal evangelij. Ne, Carol je bila z Jezusom, še preden sem bil jaz na novo rojen. In v bistvu je molila zame, še preden sem poznal Jezusa, ki je molila za svojega moža. In tako da, Carol, daj povej, kako te Bog govori? The Lord started to speak to me when I was a younger girl. Bog mi je začel govoriti, ko sem bila mlajša dekle. And I was praying and I wanted to know His will about a certain situation in my life. In sem molila in hotela vedeti njegovo voljo za eno situacijo v svojem življenju. I was praying about if I should enter into a school activity, and the Lord actually told me to do this activity, and it wasn't something that I was interested in. In molila sem, a naj se udeležim te aktivnosti v šoli, čeprav me ne zanima, ampak sem mogla moliti, kaj je Božja volja. And so the Lord told me to do this. In Bog mi je rekel, naj grem, naj to delam. And I said, Lord, if that's you, you've got to show me in the Bible. In sem rekel, Bog, če si to ti, mi moraš pokazati I v think this Svetem is sort of pismu, strange. ker je čudna stvar. So what was this, Carol, so strange? No, tell us, we want to know. If you can do it, then it's good. Okay, the Lord told me to be a cheerleader, and I thought it was rather secular. Ja, zdaj se je ful posvetna aktivnost, ker je šlo za navijanje, da bi bila navijačica v šoli. And so I opened the Bible. In pol sem odprla Sveto I pismo put my finger on a verse. in sem dala kar prst na en citat. And I read, "Blessed is she who believes the things that were told her of the Lord." In je pisal, blagor njej, ki je verjela, kar je Gospod povedal. And so I said, "Okay, Lord, that's pretty In pol sem clear." rekel, wow, to je pa ful čist jasno. So I ended up being a cheerleader for 5 years. Tako da sem 5 let bila navijačica v šoli. And it opened lots of doors for In evangelism. v bistvu mi je to ogromno vrat za evangelizacijo odprl. I ended up being the student body president of our school In my pol- senior year. V zadnjem letniku so me izvolili za predsednico študentskega telesa. And it was all because I obeyed God Ampak on to je samo zato, ker sem bila poslušna Bogu. this issue that seemed to me something unimportant, V eni stvari, ki se mi je zdela ful nepomembna. but it was something that the Lord knew would open a door of Ampak Bog je influence. vedel, da bo to odprlo vrata people's vpliva. And so through my life, the Lord's spoken in different ways at Tako different da v times. bistvu Bog mi je čez cel življenje govoril na različne načine, v različnih časih.
When I was leaving high school, going to college, I was praying, Lord, where do you want me to go? In ko sem šla iz srednje šole na univerzo, sem spet prosila Boga, da mi govori, kam naj grem. And so I felt like the Lord said, go to this certain school. In sem čutila, da mi Bog pravi, pojdi v to določeno šolo. It's actually the school where David's at. In v bistvu je zdaj David v tej isti šoli. But I wasn't sure, so I said, Lord, please give me some signs that this is your will. Ker nisem bila sigurna, sem rekla, Bog, daj mi kakšno znamenje, da vem, da je to tvoja volja. And in 1 week, v 3 enem things tednu happened So se tri stvari that were zgodile, so clear that ki so bile tako I was jasne, supposed to go to that school. I da got moram iti v to šolo. scholarship. I met the president. In pol sem pač dobila štipendijo, I actually srečala was able predsednika. to visit the school, which was 12 hours away from where I lived. In lahko sem še šla tja na obisk, čeprav je bilo 12 ur stran, od kjer sem živela. When I left Bible college, I needed to go and find a position. In ko sem končala univerzo, biblično univerzo, sem mogla iti nekam delati, nisem vedela kam. And 4 churches asked me to come as a worship pastor, and the Lord, I would pray, and the Lord said, no. You're In not 4 supposed to cerkve so me prosile, da pridem tja kot pastor slavljenja, ampak Bog mi je govoril, da ne grem tja. And so I went home and lived with my mom for 6 months. In potem sem šla domov in sem živela pri svoji mami 6 mesecev. And I felt like, Lord, what am I doing? In sem rekla, Bog, pa kaj jaz delam? I studied and prepared. A And nisem študirala in se every time a pripravljala. church asks me to come, you say no. In kjerkoli cerkev me vab, rečeš ne. And a church in California called and asked if I would come be a youth pastor. In pol me je ena cerkev iz Kalifornije klicala, če bi šla tja za mladinskega pastorja. And I had always heard that Southern California is pretty wild. In vedno sem slišal, da Južna Kalifornija je ful razuzdana. And I felt about California like I did about cheerleading. In to se mi zdaj isto, kot da moram biti spet That's a navijačica. strange plan, Lord. In sem rekla, Bog, to je čuden plan. But I wanted to see the ocean. Ampak rada bi videla morje. So I said, yeah, I'll come see it. Tako da sem rekla, ok, pridem pogledat. So I was there for a week. In sem bila tam en teden. When I came back, I told the pastor, I'll pray about it. In ko sem se vrnila, sem rekla pastorju, da bom molila glede Božje volje. And I went into a church. In šla sem v cerkev. And I knelt down and I said, okay, Lord, what do you want? In sem tam pokleknila in rekla, Bog, kaj ti hočeš? And it was like a shout, go! In Bog je, tako kot da bi na glas zavpil, pojdi. And if you ever have had God speak that loudly, In če ti Bog daj tok na glas I govori, knew His will. If I did not obey, it would be like Jonah running the other poznam direction. njegovo voljo in potem bi bilo kot Jona, ki je tekel v kontrasmer, če ne bi to And naredila. so, of course, I obeyed. Tako da sem res bila poslušna And God did amazing in Bog things. je naredil osupljive stvari. We saw kids' lives changed, In smo videli življenja mladine coming out spremenjene. of Satanism. Prišli so ven iz satanizma, We saw miracles. videli smo čudeže. A girl was healed from being deaf. Ena punca, ki je bila gluha, je slišala. One drug dealer in the neighborhood joined our youth group, got filled with the Holy En Spirit. človek, ki je prej mamila preprodajal, je prišel v našo mladinsko skupino, God Boga je izpolnil changes svetim duhom, lives. spremenil njegovo življenje. But I think the Lord actually wants us to hear from Him in small things every day, not just in these big Ampak things. verjamem, da Bog hoče tudi v majhnih stvareh, da ga poslušamo, ne samo v velikih stvareh. Because if we only listen to Him for the big things, Ker če ga samo poslušamo za velike stvari, we miss out on how to live. potem ga ne bomo poslušali, kako ne vsak dan živimo. So in Romans 12, Zato v Rimljanih 12 it says, do not be conformed to the world, pravi, ne se preobražati glede na ta svet,
but be transformed by the renewing of your mind, ampak se preobražajte s prenovo svojega uma. so you would prove what is good and the perfect, Tako da boste the vedeli, pleasing will of God. kaj je dobra, Pleasing. kaj je dobra, prijetna in popolna Božja volja. Hallelujah. So God wants us to know His will in little things as well as big Tako da Bog things. želi, da poznamo njegovo voljo v majhnih in velikih stvarih. And His will is firstly that His kingdom would come on earth as it is in heaven. In njegova volja najprej, da njegovo kraljestvo pride, kot je v nebesih, tako na zemljo. So more than the things that I may be worrying about, Tako da bolj kot samo stvari, za katere jaz skrbim, the Lord wants me to live in such a way that His kingdom can come from heaven through me. Bog in the hoče, da earth. živim na tak način, da bo njegova volja iz nebes se lahko dogajala čez mene na zemlji. And so that means loving my To family. pomeni, da ljubim svojo družino. That means allowing the joy of the Lord to fill me To up. pomeni, da dovolim, da me Božja radost izpolnjuje. So no matter what the trial or circumstance, Tako da ne glede na to, kakšne more than a preizkušnje imam in conqueror težave, sem več through kot Christ zmagovalka who loves me. v Kristusu, ki me ljubi. That means hanging on to peace. To pomeni, da se držim miru. That means becoming secure in the love of To God. pomeni, da sem varna, sigurna v Božji ljubezni. I was thinking about coming into 2021 In razmišljala sem o tem, kako vstopiti v 2021 and how we want to know God's will for this next in year. kako lahko poznamo Božjo voljo za to naslednje leto. And for me, I have to get alone where it's quiet In recimo jaz rabim svoj osebni čas, kjer sem v tišini and listen to the still small in voice of the Lord. poslušam tih majhen glas Boga. And He's always faithful In on je vedno zvest, because He wants me to know His will more than I want to know ker it. on si še bolj kot jaz želi, da bi jaz poznala njegovo voljo. And so that I can know whatever I ask according to His will, it's going to be done. Tako da lahko vem, da karkoli ga prosim, po njegovi volji se bo So zgodilo. I come to Him and I say, Lord, show me your will. Zato pridem k njemu in mu rečem, Gospod, pokaži mi svojo voljo. When we're listening for the Lord, In ko poslušamo Gospoda, there could be three different voices that we might hear. lahko slišimo enega od treh različnih glasov. One is our own thoughts. Eden so naše lastne misli, Another one is Satan deceiving us, a voice that's not potem true. lahko ti tudi Satan govori in te hoče prevarati z glasom, ki ni resničen. And the third thing is the Lord's In voice. tretjič je Božji glas. Well, God said, my sheep know my voice and they won't follow Ampak another. Bog je rekel, moje ovce slišijo moj glas in ne bodo sledile drugemu. So when I am listening for the Lord's voice, Torej, ko jaz poslušam Božji glas, I pray and I say, in the name of Jesus, molim in rečem v imenu I Jezusa, bind you, devil, jaz te vežem, hudič, take authority over you, vzemam that avtoriteto you na must tabo be silent, you cannot speak to me. in moraš biti tiho in mi ne smeš And govoriti. then I pray, Lord, silence my own preconceived In thoughts. potem molim Bog, naj moje vnaprej pripravljene misli naj utihnejo. Silence my imagination. Naj moje lastna domišljija naj utihne. Holy Spirit, Sveti open Duh, my ears to Odpri hear moje ušesa, what the Father da is lahko saying. slišim, kar Oče govori. And then we trust. In potem zaupamo. And then the Bible says, in quietness and confidence will be your trust. In Sveto pismo pravi, v tišini in veri bo tvoje zaupanje. Hallelujah. When we come to God, we have to believe He wants to speak. Zato, ko prideš k Bogu, moraš verjeti, da ti On hoče govoriti. And He's more concerned than I am In da ga bolj zanima, kot tebe zanima, about me finding His perfect will. glede tega, da jaz najdem njegovo popolno voljo. Hallelujah.
Aleluja. Hvala ti, Carol. Slava Bogu. Ja. Bomo šli naprej zdaj. Oh, one more thing. Aha. Še One ena more thing. stvar. When God created the world, Ko je Bog ustvaril svet, he created Adam on the 6th day, je ustvaril Adama na 6. dan and on the 7th day he rested. in na 7. dan je počival. And it's very interesting that the first day of man's life In zanimiva stvar je to, da prvi dan življenja človeka na zemlji was a Sabbath. je bil šabat oziroma It nedelja. was a day set apart for God To je bil dan, ki je bil odvojen za Boga, to rest from your labors and be refreshed da in the Lord. počivaš od svojega dela in si osvežen v Gospodu. And so as you're starting a new year, In ko začenjaš novo leto, I encourage you to come out of Sabbath, te ohrabrujem, da prideš ven iz šabata, out of rest with ven the Lord, iz počitka z Gospodom, and then God's works will flow through in you. potem bojo Božja dela tekla čez tebe. Because the Holy Spirit has to give us the strength Ker first. Sveti Duh nam najprej mora dati Then we svojo can moč, flow da lahko smo v in njegovem the toku kingdom assignment that in, God's given in da us. lahko izvršujemo naloge Božjega kraljestva. Ok, hvala ti, Carol, slava Bogu. Ok, hej, Tanja Boštjan, lepo vaju videti, haleluja, dobro zgledate, tako kot vedno, Božja radost deluje čez vaju. Dajte povedati malo s prostovoljci tukaj in z nami, malo pa z ljudmi, ki nas spremljajo online, malo kako vama Bog govori. Že od začetka, ko sem se spreobrnila, sem si zelo močno želela slišati Božji glas. In ta obljuba, da sem Jezusova in Jezus je rekel, moje ovce slišijo moj glas, sem se tega zelo oprijela, ne? In sem hotela slišati Božji glas in hoditi z njim. Ne? In že na začetku mi je bilo zelo, večkrat sem hotela, ne vem, izsiliti stvari od Boga v molitvi, določene odgovore, pa bolj, ko sem rasla, bolj, ko sem hodila z Bogom, sem spoznala, da je to stvar rasti in stvar intimnega odnosa z Bogom. Da bolj, ko hodiš z njim, bolj poznaš njegov glas, bolj se naučiš razpoznavati, kaj je njegova volja, kaj ti on govori, kaj so tvoje lastne misli. In videla sem, da ta hoja mi pripada in Bog želi hoditi v taki intimnosti z mano. Ne želi biti nekje skrit, ampak želi se mi razodevati, da ga jaz bolj in bolj spoznavam in da imam bolj in bolj tesen odnos z njim. In največkrat, kako mi je Bog govoril čez leta, je bilo čez Sveto pismo, čez njegovo besedo. Ali sem jo brala, ali sem jo poslušala, ampak da mi je en vers iz Svetega pisma oživel v srcu in sem vedela, to je za to situacijo ali to je odgovor, ki sem ga iskala. Beseda je postala živa in mi je Bog na ta način spregovoril. Govoril mi je pa tudi na različne načine, preko slik, tako da sem slišala njegov glas, preko vtisov, preko, da sem nekaj vedela, da je res. In mogoče ena zabavna stvar, kako mi je Bog govoril glede Boštjana, ker midva z Boštjanom sva bila prijatelja v skupnosti, v cerkvi in 9 let. Ja, to je kar zanimivo, ne? Da ti Bog govori, s katero osebo bo. Ja, To je kar pomembno, se mi zdi. zelo.
Zakaj mi je Pa zgleda, da ti res Bog govoril, ker to je zdaj že par desetletij, ne, pa deluje. Ja, deluje. Zakaj je meni to zabavno? Je zato, ker sem toliko počas videla en globje sporočilo, kaj mi Bog govori. Nisem bila toliko hitre pameti. No, enkrat so se nekaj pogovarjala in v enih stvareh, ki naj oba so zanimale, in sem zaslišala Božji glas v srcu, poglej, koliko imata skupnega. In jaz sem rekla, fino, ne, dobro, da imamo prijatelje. A to sta se v kakšnem softveru pogovarjala? Ja, v računalništvu. A v računalništvu? Halleluja! Tako da ni bilo kaj duhovnega. No, in jaz sem bila vesela, ne, da se tako dobro razumemo. Ne, tako. In pol mesece kasneje, ali celo ne vem koliko, ful časa, ker Boštjan je šel v Nemčijo delati za koliko 8 mesecev in ga ni bilo, kle, se eno nedeljo zjutraj jaz zbudim in Sveti Duh mi reče, Boštjan je prišel. Wow, in sem jaz rekla, ok. In sem prišla na srečanje v cerkev in eto Boštjan. In meni se je tako dober zdel, da slišim Božji glas, ker sem dobila potrditev, Bog mi je nekaj rekel, zgodil se je, vem, da je od Boga in sem bila strašno vesela, ampak nisem pa nič zaštekala, da ima Bog kakšen globi. Zakaj ti ni rekel, da je Miha prišel? Ja, recimo. Tako da ta tretjič, ko mi je Bog govoril, takrat sem pa začela nekaj tako štekati, da nekaj pa je klen se dogaja. Kaj ti je pa tretjič govoril? Ta tretjič mi pa ni govoril z besedami, mi je pa govoril, smo bili spet v skupnosti, v cerkvi in se je Boštjan usedel zraven mene in se je radost v duhu dvignila v meni. Ker sem vedela, da niso moje emocije, moja radost, ampak da je prav radost Svetega Duha se je dvignila v meni. Pa sem pa rekla, kle nekaj pa je, nekaj se pa dogaja. Tako da pol pa sem začela malo štekati. Ampak hočem povedati, koliko je to čudovito, pa zabavno, pa ta način življenja nam je Bog namenil, da hodimo z njim, da je tako normalno, da mi on kaj reče, je še bolj normalno, da mi Bog kaj reče, je še bližji mi k Boštjana. No, druga stvar, ki pa sem hotela reči, da recimo eno tako veliko odločitev v življenju, kakor je, s kom se poročiš. Jaz sem bila že dosti zrel kristjan in nikoli jo ne bi sprejela samo zato, ker slišim en glas. Če ne bi bilo izpolnjeno, če ne bi bilo temelja na Božji besedi, če bi bil recimo Boštjan nevernik, saj jaz nikoli ne bi poročila z njim. Tako da je mogla biti podlaga na Svetem pismu, mogla je biti skupna vizija, ki so se midva pogovarjala in že videla to sliko, kako gradiva skupno usodo in da imava isti klic v sebi. Videla sem Boštjanu to strast in željo, spomniti Božjo voljo, spomniti klic. Tako da poleg tega recimo druga taka kontrola, ki preverjaš, ali si slišal od Boga ali ne, je recimo Jezus je dal službe v cerkvu, da se sveti izgrajujejo, da rastejo, da jih ne maje, veter, nauka, sem pa kaj, in tako tudi, ko se pogovoriš z zrelimi ljudmi v cerkvi, ti tudi znajo svetovati in tako da za take velike odločitve mi je zelo važno, da so vsi ti pogoji izpolnjeni. Tudi par let nazaj je bila ena taka velika odločitev v najinih življenjih. Jaz sem slišala Božji glas, ampak jaz sem si, v bistvu tudi skupaj sva si vzela mesec, 2 meseca intenzivnega iskanja Boga, ker je šlo za veliko odločitev.
Tako da ni sam to. Je pa, da pričakuješ to, da veš, da ti Bog ne odgovori mogoče na način, ki si ga pričakoval, ne, mogoče ni vedno tak jasen glas. Enkrat se mi je še zgodil, recimo sem povedala, sem se sprehajala tam, ko sem stanovala v Fužinah, večer je padel in to, jaz sem bila vsak dan odzunaj in hodila okoli, ne, in kar naenkrat slišim glas, ne iti naprej, ne iti v to smer, ne. In jaz sem se v trenutku nisem razglabljala, a je Bog ali ni Bog, ne. Jaz sem se obrnila in sem šla domov, ne. Ja. Ampak tako da je bolj in bolj, ko rastemo, ne, v odnosu z Bogom, se naučimo prepoznavati, ker Bog govori na različne načine, ne, lahko govoril mi je že, ko mi je dal recimo mir glede ene odločitve, ali pa sliko, ali pa da enostavno sem prepoznavala, kaj Sveti Duh v meni dela. Enkrat se mi je zgodil to, ko me je Carol poklicala, bi vodila slavljenje in sem rekla, ja, nisem nič presenečena, ker že cel dan intenzivno Sveti Duh to dela v meni, ne. Tako da se pol učimo prepoznavati te stvari in raznim in mislim, to je življenje, ki sem si ga vedno želela, ne, ker Bog nas je poklical v to nadnaravno življenje. Sploh v bistvu mi ne moremo živeti v Bogu brez da živimo v nadnaravnem, brez da slišimo njegov glas, da zajemamo njegovo moč, ne, da nam Sveti Duh pomaga, da nam oznanja prihodnje reči. Tako da to je čudovito življenje. Se pravi, da če pogledamo Tanjo, vidimo, da je Bog, ki je v duhu je govoril ene stvari v njenem srcu, pol je obudil radost, ki ni bila iz emocij, ampak spet iz duha v tej odločitvi. In Božje kraljestvo, piše v Rimljanih, ni jed in pijača, ampak je pravičnost, mir in radost v Svetem Duhu. Se pravi, ti nekje v svojem duhu, nekje v trebuhu duha, v centru svojega bitja, čutiš radost, ki ni zato, ker si eno šalo slišal, ampak je nadnaravno veselje in radost. In ko to začutiš, ko nekaj delaš, pol bo ful previden, wow, to pa bi znalo biti nekaj zanimivega, ko ima Bog v tem paketu. In pol vidimo, da je vse pogledal tudi z Božjo besedo. A je Boštjan Božji človek, kad si on tudi želi iste stvari, kot jaz. Ker Sveto pismo pravi, kako bo ta dva skupaj hodila, če se ne strinjata. Se pravi, to vse, ko ti poznaš besedo, te hudič ne bo mogel toliko hitro prevarati. Oziroma te sploh ne bo mogel prevarati. In potem vidimo, Tanja se vzame čas, ko imata skupaj eno odločitev in je rekla, da sta 1 ali 2 meseca iskala Boga in je Bog ne govoril Boštjanu, ne, ali karkoli že, nisem točno razumel, ampak v glavnem ne smeš hiteti. Recimo, hudič te bo vedno silil, zdaj se moraš odločiti, zdaj moraš to, če ne boš, ne vem, kup si hiter ta avto, drug dan bo že dražji. Meni, če mi kdo kaj prodaja, pa prav, da bo jutri dražji, rečem, pač ne bo, meni je vseeno. Jaz ne kupujem zaradi cene, ampak če je Božja volja. In zdaj, poj. Ja, Božji glas nikoli ne prisiljuje. Te ne prisiljuje. Nikoli ne prisiljuje. Tudi sem videla v svojem življenju za eno stvar, ki sem pol kasneje videla, da je bil Božji impuls, ne, Božje vodstvo, pa se nisem odzvala na njega. Ne. Če imaš odprto srce, te Bog spet pripelje okrog, pa spet na to pot, pa imaš spet šanso, ne, pa ti spet govori. Tako da on je vedno nežen, ni prisiljiv v svojem vodstvu. Ne. Ker tudi piše, ti, ki se dajo voditi Svetemu Duhu, ne, ti se daš voditi Svetemu Duhu. To pomeni, to je tvoja
prostovoljna Tvoja odločitev, svobodna volja. Ne? tako da se boš ti dal voditi Svetemu Duhu. Ne? On ni diktator. Ne? In dostikrat je Bog uporabil ljudi, ki niso bili sploh v prvem planu. Pač je, recimo, je enemu drugmu že prej govoril, pa pol ni šlo, pol je drugega. Mislim, tako da ne gre za perfekcionizem. Ne. Gre samo za to, da kjerkoli si, tam začneš in tam poslušaš Boga. Ne. Ok, gremo, Tanja, mislim, da imaš še veliko materijala, ampak dajmo še, preden internet crkne, pa grejo ljudje domov, dajmo še Boštjanu, da zdaj oni svoje perspektive pove, kako pa ti, Boštjan, kultiviraš ta odnos z Bogom, da prepoznavaš njegov glas. On počaka, da mu žena govori. Poleg to, da ti Tanja pove, pa pol reče, sem ti rekla. No, to je pomemben faktor. Ženo je dobro poslušati, zato ker jo dostikrat Bog uporabi, da govori čez njo. Seveda se lahko tudi zmoti, ne? Tako da treba je presojati. Ampak recimo, če začnem bolj na začetku svoje hoje z Bogom, vidim, da mi je Bog velikokrat govoril enostavno, da mi je dal želje v srce. Ne? Recimo, jaz sem bil totalno introvertiran, nisem si upal govoriti pred drugimi ljudmi. Enkrat so me za en intervju za radio posneli, se mi je kar glas zaskočil in take stvari, tako da je čisti antitalent, kar se teh stvari tiče. Ampak, ko enkrat pastorja ni bilo v cerkvi, je šel na konferenco, je starešina vprašal, a bi kdo od vas želel kaj podeliti naslednjič. Ne? In sem v željo, sem rekel, ja, bom. Ne? To pomeni, čeprav sem imel težave s tem, da bi govoril ljudem, mi je Bog dal to željo. Ne? In naslednjič, ko je bila priložnost, jaz sem bil še vedno čist trd in ukočen, ampak nekaj sem povedal. Ne? In na ta način, ko sem se odzval Božjemu glasu in naredil en korak vere, sem tudi vstopil v večjo svobodo glede tega. Ne? Tako da poslušnost Bogu ima res veliko dobrih lastnosti oziroma posledic, poleg tega, da se poročiš s ta pravo osebo. Ne? In potem recimo za hišno skupino. Ne? Sem dobil željo, da bi imeli hišno skupino pri nas doma, ki so po enem letu, kar sem jaz hodil z Jezusom, tudi moji starši sprejeli Jezusa in se mi je zdel super. Samo videl sem potrebo, imel sem željo, predlagal sem pastorju, njemu je Bog potrdil, ne, ok, dajmo probati in so se stvari začele dogajati in smo imeli veliko let hišno skupino pri nas. No, recimo, kar se pa tiče iskanja zakonskega partnerja, sem se pa tudi na veliko napakah učil. Ne? Zato, ker tukaj... A si bil že večkrat poročen? Hvala Bogu ne, hvala Bogu ni šlo toliko daleč in se je že prej pokazalo, da očitno nisem slišal Boga, a ne? Ampak tukaj tekmujejo nekako, ne, naša čustva, dostikrat naše želje s tem, kar Bog želi. Recimo, Bog ti da željo, da se poročiš. In je to v skladu s Svetim pismom, v skladu z njegovo splošno voljo, ampak tle je še drug faktor, ne, ti moraš priti do primerne zrelosti, do primernega časa v življenju, ki lahko vstopaš v to, ne, kar je Bog že pripravil zate. In zdaj, če ti probaš v to vstopati prej, ne, se boš obesil na svoje občutke, ki pač ti bojo povedali, da je to Božja volja zate, ne, a vse drugo ne bo štima. Hvala Bogu, da pač ima Bog različne načine, da ti pokaže, da fališ, a ne, ampak je pa dobro ohraniti ponižno srce, se pravi, tudi če ti kdo od bratov in sester kaj pove, a ne, da si pripravljen sprejeti, tudi če se ne strinjaš, da prineseš to pred Boga in ti Bog potem lahko to potrdi, a ne, da je res tako in na ta način te pol tudi osvobodi napačnih emocij, ki te pripeljejo
v neprave situacije, a ne? In neprave povezave in tako naprej, neprave biznise. To zna biti vse zelo boleče, ne? Mislim, če greš v neprav biznis ali pa ne v pravem času, kakor sem večkrat poskušal, pač v najslabšem primeru je lahko veliko škode, ne? Zdaj, Bog lahko ti pomaga to omiliti, če boš prej poslušal svarila drugih bratov in sester, pastorja, lahko preprečaš škodo, ne? Lahko se pa tudi razlomaš, ne? Če si dosti trmast. Tako da ja, tudi tle sem imel nekaj izkušenj, kakšnih 1000 evrov stran vrženih. Koliko 1000? Ja, kakšnih 1000. Mogoče ni šlo za... Zelo pocen šola je bilo. Dosti pocen šola, ja. Hvala Bogu, sem hmal poslušal, sej vse boli, ne. Če si prevaran, če greš za pohlepom ali pa enostavno včasih tudi samo za navdušenjem, ne, zato da se nad nečim navdušaš, pa je lahko iz čistega srca, ne, ampak povoziš Božji glas. V bistvu Biblija pravi, če niste zvesti s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal pravo bogatstvo? Se pravi, mi dostikrat, če z denarjem nismo zvesti, težko pol slišiš sploh Božji glas. Važno je, da si na tem področju zvest, ker v bistvu, če si izgubil 1000 evrov, to je najmanj. Tudi če bi 100 000 izgubil, je to najmanj, ker piše, da to je šele najnižji nivo. Ne hujše, če življenja ljudi izgubiš, ne. To je hujš. Ali pa svojo vero, pa odnose in tako naprej. Ne. Ampak dobro je, da se učimo. Ne. In Boštjan, daj povej, se pravi, kad ti Bog govori, a to ful grmi pol v tvoji sobi, ali pa kako točno to pol zaznavaš Božji glas? Običajno ne. Če že je slišen glas, je ta nežni, tihi glas. Tako da pač ali določena beseda oživi, recimo tako, kakor smo molili za mojega nečaka, ki se je rodil z hudo srčno okvaro in so ga v bistvu zdravniki odpisali, so rekli, odpeljte ga domov, ko bo umrl, ne. Pa pač starša sta imela vero, da je možno še kaj narediti in sta dobila možnost, da ga odpeljeta na operacijo v Anglijo in tako da vsaj malo so mu podaljšali življenje, ampak še vedno so bili zelo slabi obeti, ne. In v bistvu takrat, ko je bilo najbolj kritično v tistih prvih dneh, ko smo molili za otroka, mi je Bog govoril, da bo živel in da bo zdrav. Se pravi, prav, da lahko začudeš, verjamemo. In potem sem bil jaz izzvan, da povem temu njegovemu nevernemu očetu, kaj mi je Bog govoril. In niso se nebesa odprla, ni se golob prikazal, nič nadnaravnega se ni zgodilo, ne, samo debel me je gledal človek, ne. Ja, si mu rekel to, kaj ti je Bog govoril. Kaj mi je Bog govoril, ja, ampak pač prišlo je to sporočilo vere do njega in sta imela upanje, ne, sta verjela, potem še čez ne vem koliko operacij šel otrok, ampak zdaj je dejansko praktično zdrav, ne, pri 13 letih in je čudovit otrok, ne, ki bi ga pač odpisali, ne, dobesedno bi ga odpisali. In kako si pa to slišal, ta glas od Boga, da bo otrok zdrav? Zdaj, v bistvu molili smo za ozdravljenje, ne, molili smo za čudež, da ostane živ in zdaj je enostavno ta beseda živel bo, ne bo umrl, ki je v Svetem pismu zapisana, je oživela, je nekako postala Božji odgovor pred mojimi očmi. Ne? Nekako se na ta način spomnim, tudi pri preroških besedah, ki pridejo, ne? Dostikrat je samo en stavek, ne? Ljubim te, ne? Ali pa pač en začetek iz Božje besede, ki vem, da če bom naredil korak vere in povedal to na glas, bojo verjetno prišle še ostale besede, ki jih ima Bog zapovedati. In večinoma je na ta način deloval. Ja, tako da tukaj je pač še korak vere pol, ki slišiš, preveraš, da ni prevara, ne, da je v skladu z Božjo besedo, da ni skregano z zdravim razumom,
to je tudi en faktor. Ne? V bistvu, če je skregano z zdravim razumom, pol je boljš preveriti še pri komu. Ne? Ker Bog nam je dal duha zdravega razuma. A ne? To, da tudi stvari niso v nasprotju z, ne vem, kaj bi rekel, zdravo presojo, no? Ne vem, nekaj uničevalnega, nekaj, kar je očitno, bi imeli lahko škodljive posledice, nekaj, kar očitno ne bo izrazil ljubezni enim ljudem. Tle je res za preveriti, za presoditi, za posvetovati se z vernimi, a ne, da lahko slišiš še kakšno mnenje. Skladu z Božjim karakterjem. To, skladu z Božjim karakterjem, ja. In potem pač ta mir, ne. Mogoče mi je bilo najtežje tisto, ki mi je Bog govoril na način, da sem samo vedel, kar naenkrat je prišel preblisk, to je to moram narediti in nič nisem slišal. In pol sem se probal pogovoriti z drugimi kristjani in edini način, kako sem jim lahko razložil, kaj se mi je zgodilo, je, da verjamem, da mi je Bog govoril. Ker vem, to moram narediti. Ne. To je zdaj naslednji korak. In seveda, potem, ko ga narediš, je tudi pričevanje Božjega miru in sigurnosti, da greš v pravo smer in potrditve. Ja. Amen, hvala vam. Hvala vam, Boštjan, Tanja. Dajmo moliti za 2021, dajmo moliti, da bomo slišali Božji glas, da bomo usklajeni z njegovo voljo. In kakor smo zdaj slišali od Carol, Boštjana in Tanje, smo videli, da Bog pokaže kakšno stvar. Recimo, jaz, ko sem prvič videl Carol, sem jo videl v poročni obleki, ampak to sem prav videl, vizijo. In pač parkrat v življenju mi je Bog dal vizijo prav, ki ni bila v mojem srcu, ampak v zuniji, se pravi, to je odprta vizija. Večinoma mi govori z notranjo vizijo, da nekaj vidim v duhu. Včasih slišim Božji glas, ampak redko kdaj. Večinoma vidim ali pa čutim, zaznavam v svojem duhu. Recimo, jaz sem ene parkrat v življenju dobil prav ime pa priimek, koga moram poklicati. Ker sem iskal Boga in sem rabil čudež, mi je rekel, poklič to in to osebo. Enkrat, in sem vedel, kdo je ta oseba, sam nisem niti imel telefonske. Enkrat mi je rekel točno, na katero ulico naj grem po odvetnika, ki ga rabimo. Recimo, ko sem rekel, najprej sem šel do enega brezplačnega, ker nisem imel denarja. In on je rekel, da se z mano ukvarjal. In pa mi je točno Bog povedal, na kateri ulici je naš odvetnik, recimo. Ali pa, kam naj grem po rešitev, na kateri urad. Mislim, Bog ti da. In pač jaz ti ne znam v nulo razložiti, kako sem vedel, recimo. Ampak nekako zaznavam v svojem duhu ime ulice. Recimo, enkrat mi je Bog za enega človeka povedal datum, kdaj se je rodil, ker sva debatirala o evoluciji ali pa nas je Bog ustvaril. In pač spet nekako zaznal sem datum, se pravi, kje je v svojem duhu. So pa stvari, ki mi je Bog parkrat v življenju govoril tako, kot da bi radio poslušal. Mislim, ki je neodvisno od moje vere, ker pač Bog preglasi vse. Ampak to je zelo redko. Večinoma govori noter v tebi, v tvojem duhu. In videli smo pri Carol, da ona sliši, recimo ona dostikrat posluša Božji glas in pol ga sliši v svojem duhu. In pol smo videli pri Tani, da je Bog deluje čez nje, radost v nje in spet sliši Božji glas. In pri Boštjanu smo videli nekaj, kar dostikrat se nam ne zdi toliko nadnaravno, ampak je čisto isto nadnaravno, da ti veš, da ti je Bog govoril. Čeprav ga nisi slišal, nisi ga videl, ampak veš. Kako veš? Ja, vem, da vem. Tebi ni treba vedeti, zakaj veš. Važno je, da veš. In to je spet, iz kje to pride iz tvojega srca, iz tvojega duha. Ti v svojem duhu veš, da veš. In to je to.
Meni, če bi pokazal zdajle Jezusove kosti, da so ga najdel, da je mrtev nekje in da so pač prezervirali njegove kosti, bi vedel, da se lažejo, ker jaz vem, da je Jezus živ. Jaz pač vem. Kako vem? Ker diha v meni, razumeš, živi v meni. Jaz vem, da vem. Čeprav pač znanstveno sem šel študirati, pa ti lahko znanstveno dokažem, da je Jezus živ. Samo to ni toliko pomembno. Meni je najbolj pomembno, da jaz v duhu vem, da vem, da vem. Haleluja. In recimo, ko sem kaj narobe naredil, sem pač se probal ufurati v nekaj. Samega sebe hočeš nekaj prepričati, ampak ti v duhu veš, da to ni to. Ampak so tvoje želje preglasne, tvoje okolica te pritiska. Vsi ti govorijo, da je to pameten ali karkoli. In zato nikoli ne hiteti v letu 2021. Vedno se vzemi čas za Boga. Zanimivo je, ko je Bog Tani rekel, ful za avtoriteto naj ne gre po uni ulici. V Fužinah si bila, kjer. No, tam je kar pameten, da to veš. Ker mi smo imeli hišno skupino enkrat v Taninem stanovanju in v tem istem bloku v Fužinah je enega ustrelil, se mi zdi celo. Mafijskega šefa. Tako da v Fužinah je pa še bolj pomemben. Ampak mislim, da je posod isto pomemben. In Bog ti bo govoril in zato v 2021 pač bod priklopljen, videli smo na Božjo besedo, slediš Jezusu, vzemi si čas, ko si sam z Bogom in pol verjem, da ti bo Bog govoril. Ok. Odhajni. Carol pravi, ful je važno tudi, da moliš v duhu. Ok, nič, dajmo moliti, kjerkoli si, kdorkoli to posluša, kdorkoli je tukaj z nami, verjem danes, da bo to najboljše leto za tvoje življenje. Verjem, da je Bog zapakiral ful dobre stvari zate. Oče, mi molimo danes, haleluja. Razodevi se nam v letu 2021. Molim, da noben ni v karanteni duhovno. Oče, da noben ni v lockdownu glede poslušanja Božjega glasu in sledenja Božji volji. Hvala, Gospod, da nismo omejeni s karantenami in boleznimi in ničemer, haleluja. Ker ti si neomejen Bog in deluješ v nas. Mi proklamiramo, da so Božje misli za vsakega od nas, misli o uspehu, o srečnem koncu, o upanju, haleluja. Oče, hvala, da imaš življenje v izobilju za nas, haleluja. Hvala, da nisi planiral nobene nesreče, nobene katastrofe, nobene bolezni, haleluja. Oče, jaz molim, da te poslušamo, da poslušamo tvoj glas, da si vzamemo čas zate, da pridemo z zahvaljevanjem in slavljenjem pri tebe in ti verjamemo, Oče, enostavno, da ti zaupamo in Oče, molim, da si napišemo, kar nam ti govoriš. Mogoče ti bo Bog danes kaj govoril, mogoče poti vdaj, ko bomo imeli še malo slavljenja, mogoče ti bo med slavljenjem Bog govoril, ampak glavnem napiši, kaj ti Bog govori in verjem in govor z Bogom glede tega. Hvala ti, Jezus. Oče, jaz molim, da so naša duhovna ušesa odprta za Svetega Duha. Molim, da je naš duh neobremenjen s pritiski in strahovi v imenu Jezusa. Ne vse skrbi in strahovi odpadejo od tvojega ljudstva. Oče, molim, da je v nas duh vere, ki si upa slediti Jezusu in upa poslušati Božji glas. Hvala ti, Oče, tvoj blagoslov bogati in ne pridene skrbi. Oče, naj nas tvoj blagoslov spremlja bolj kot kadarkoli v tem letu 2021, Oče, v imenu Jezusa. Amen. Bog ima dober načrt za vas. Amen. Dajmo mu slediti iz zmage v zmago. Amen.